dober večer na tretjem in zadnjem izmed večerov, ki jih Inštitut za slovensko kulturo jih je organiziral skozi cel ta november. To je tretjo izmed srečanj. Na prvem smo predstavili knjigo Gregorja Božiča, drugem je bila predstavljena knjiga Zdravka Likarja. Zdaj smo pa tukaj, da predstavimo knjigo Kavarna Italija, našega gosta, avtorja Jerneja Ščeka. Najprej bi se rad zahvalil Inštitutu za slovensko kulturo, ker ponudi, nekako odpira ta prostor in ponudi tudi ta čas, da se lahko tudi v Benečiji nekako bolj poglobljeno soočimo z nekaterimi novimi, svežimi knjigami, slovenskimi knjigami, ki prihajajo iz nekako obmejnega prostora. Zahvalil bi se seveda tudi Živi, da za njeno simultano obnavljanje, za vse tiste, ki v slovenščine ne popolnoma recimo razumejo. Tako da, mogoče bi najprej samo par besed, Jernej, dobrodošel v Benečiji, dobrodošel v Špetru. Najprej bi mogoče začel zelo kratko predstavitvijo knjige, ki jo bomo danes predstavili, in tudi z dvostavčno predstavitvijo našega gosta danes, obljubim dvostavčno. Torej, danes smo se zbrali, da bomo predstavili knjigo Kavarna Italija, ki je išla pri založništvu Tržaškega tiska. Gre za knjigo, za neko zbirko 26 intervjujev, ki jih je Jernej Šček med poletjem leta 2020 in poletjem leta 2023 opravil z nekaterimi najvidnejšimi, najpomembnejšimi predstavniki italijanske kulturno-intelektualnega življenja, recimo, kulturno-intelektualne scene, in jih nekako ponesel tudi v Slovenijo. O tem bo seveda tekel pogovor. Različne teme so se odprle v teh pogovorih, o temah o humanizmu, politiki, o književnosti, zgodovini, družbenih problematikah in tako naprej. O vsem tem bova danes pregovorila. Najprej pa še Jernej Šček, tržaški Slovenec, filozof, intelektualec, publicist, profesor, prevajalec in verjetno še z mnogimi besedami bi te lahko opisali. Ena izmed tudi stavkov, ki sem si jih zapomnil iz tvoje biografije, je bila ta, da verjameš v človeškost, človeku navkljub, če se prav spomnim, tako da mogoče bova tudi o tem, približno bova tudi o tem nekaj spregovorila. Mogoče bi pa začel še nekje pred knjigo. In mogoče bo to eno vprašanje, zdaj bomo videli, lahko se odločiš za nek preprost odgovor ali pa mogoče malo bolj artikuliran odgovor. In sicer prav na spletni strani, to je ena stvar, ki tudi mene prav osebno zanima, in sicer na spletni strani založbe, ki je izdala knjigo, sem videl tisti opis, ki se ga ljudje dostikrat poslužujejo, ko te opišejo. In sicer gre za opis, da si mladi intelektualec. Zanima me, kako se počutiš ob tej besedni zvezi in če mogoče da malo splošnejše vprašanje, tudi kaj misliš, kakšna je vloga mladega intelektualca danes v sodobni družbi, in če temu mogoče še nekaj dodam, mogoče tudi mladega intelektualca iz obmejnega območja, torej iz neke, ki predstavlja neko narodno manjšino, torej iz nekega manjšinskega območja. Sem ti rekel, da ti bom dal tudi kakšno malo bolj. Tako da, Jernej Šček. Dober večer vsem. Me zelo veseli, da smo skupaj. Hvala za obisk. Res hvala za obisk. Zdaj vprašanje, koliko tednov imamo na razpolago, oziroma, ker to je zelo težko. V bistvu bi skoraj rekel, da je ta sintagma, mladi intelektualec, strašansko zamejska. Mladi in obetaven tja do 50. 60. leta, potem pa umreš, ne? Je zelo hudo. To je v bistvu en simptom
družbe, ki se ne obnavlja, se ne prenavlja, da se moramo sploh prijemati v bistvu, ne, da moramo podaljševati to mladost v nedogled, zato ker je nikdar ne damo prostora. In to smo mi. Dobrodošli. To je velik problem, s katerim se soočamo. Torej dejstvo, da na deklarativni ravni podpiramo in hočemo in živimo in vzgajamo, vlagamo v prihodnost, pa vendar se držimo nekje, ne, stolčkov, oklepamo do onemoglosti. Tako da ta težava s presnavljanjem, prenavljanjem naše slovenske skupnosti v Italiji je, jaz mislim, da konstitutivna že. In v bistvu zadeva se mi zdi ob tisti šolski paradoks, po katerem se izročilo in tradicijo lahko ohranja samo, če se jo presnavlja in obnavlja in spremenja. Samo tako boš lahko delček tistega zdravega, nekje jedra, ne, tradicije prenašal skozi čas. In evo, jaz to čutim v tej sintagmi, kar se vloge javnega intelektualca tiče danes, je to bolj kot ne en festivalsko-sejemski kazino ali Luna Park ali kako se temu reče, morda celo otroško igrišče. Torej malo bolj učeno oblečeš čiste otročarije, če me vprašate, in še nekaj oblečeš žlehtnobo hudobijo. Više greš v družbi, bolje hudobija, lepo oblečena. Tako da žal, naiven kot sem, humanist kot sem, se potem človek pač mora soočati in boriti in komovčiti, ne. Tudi tam, kjer si mislil, da gre resnica skupaj z dobroto. Ta temeljni koncept, recimo, ne, starogrške filozofije, torej etični intelektualizem, prepričanje, po katerem se z razvojem spoznavanja sveta, s približevanjem resnici, tudi človek etično izboljšuje, to je pa se. To za nami je 20. stoletje, do katerega smo prišli v jarek in v taborišče z najvišje točke človečanskega razvoja. Torej, to iluzijo smo že opustili za sabo, ampak mi vztrajamo, če se vrnem k prej omenjenemu geslu, jaz sem zelo velik zagovornik v bistvu tega, da je treba verjeti, da imamo danes še največ težav s človeškim oziroma s tistim, kar je v človeku dobrega, in temu rečemo človečnost. Humaniteta, humanost je tisti delček v nas, tista iskrica, dobra iskrica v nas, človeškosti navkljub, vsem ostalemu navkljub. Humanisti nismo naivni v tem, da New Age-ovsko pravimo, bodimo prijatelji. Ne pravim to. Pravim, da humanisti priznavamo v človeku vse sestavine in smo trezni do vsega, kar prinašamo s sabo, ampak ne glede na to, smo odločeni verjeti v tisto, kar je pač v nas dobrega in tisto vleč na površje. V tem smislu je naša, mislim, da gesta in do sveta, do človeškega sveta, do edinega morda, kar lahko vse skupaj reši. Včeraj smo na liceju gostili Boštjana Videnška in smo v bistvu 1 uro pred 350 dijaki debatirali o razlikah med okoljevarstvom in naravovarstvom. Dejstvom, da je okoljevarstvo kot koncept zmoten v tem, da govori o nekem naravi, ki se začne izven nas, ne? O nekem svetu tam zunaj, ki naj bi ga reševali, ma na tak način gotovo ne. In zdaj, če se vrnem k človeškemu in človečnemu, jaz mislim, da se odpovedujemo danes človeku nasploh zaradi tistega, kar tragičnega in uničujočega noče s sabo. Misleč, da bomo svet naredili boljši, bolj pravičen, bolj naraven, če bo to svet brez človeka. Če ga bomo izpraznili, tistega, kar ga očitno, to je jasno vsem, tistega, kar ga uničuje. Ne? Jaz pa trdim, da se s tem odpovedujemo tudi edinemu, kar ga lahko morda reši. Da je v bistvu to, če beremo Pica della Mirandolo, res en
darovani vrt, park, ki čaka na vrtnarja, da bi ga upravljal, recimo. Tako mi, pač novi humanisti, gledamo na svet. In da zaključim, naša gesta do sveta nasploh je v bistvu dvojna. Humanisti v nas razvijamo to in to. To dela svoje, razum dela svoje, koplje, dvomi, se sprašuje, se spet sprašuje, spet dvomi. To je naloga, smotor v bistvu tega organa. In v tem smo, po definiciji, pesimisti. Zato, ker vedno lahko gre slabše. To je pa tisto, kar nas pelje, vodi naprej. Ne? Torej, naš odnos do sveta je v bistvu odnos neke vrste optimističnega pesimizma. Razum dela svoje, volja je pa tisto, kar mene prinesem sem k vam in vsako jutro v razred in predavalnico. Ja, če smo že pri vprašanju humanizma, je pa gotovo danes, in tudi to vidimo v nekaterih sodobnih, tudi teoretskih, filozofskih recimo diskurzih, se opazi neko nelagodje tudi ob tem vprašanju človeka in samega humanizma. Češ, človek nas je pripeljal do tukaj, kjer zdaj smo. Torej, razne okoljske krize, vojne povsod, vse migrantske krize, ki spadajo zraven, ne nazadnje tudi vse problematike povezane z ekonomsko, družbeno ureditvijo, recimo kapitalizma in tako naprej. Kaj bi svetoval nekomu, ki koleba med tem, ali bi rekel, človek, to je koncept, ki mi ni prinesel nič, recimo zahodni svet, ki temelji na tem konceptu. Vsi ostali pa rečejo, človek mi ni prinesel nič. Torej moramo nekako preko tega človeka. Kako bi ga še zmeri recimo mogoče zagovarjal tudi za tiste, ki se v konceptu človeka pravzaprav ne prepoznajo niti? Ne vem, če to sprašuješ žival v meni, rastlino v meni ali človeka v meni, ker za to gre. Ne? Jaz ne morem govoriti za živali in rastline. Jaz lahko zase govorim. Nisem prepričan, da je človek privedel do vsega tega. En del človeka je privedel do vsega tega. To ni renesančno pojmovanje človeka. Mi danes renesanso zmotno zamenjujemo kot čas, ki je človeka postavil v središče sveta. Da Vitruvi je tisti, pač, ki svojimi dolgimi lovkami širi oblast, osvajanje, izkoriščanje, dominacijo nad drugimi in drugim. Ni tako. Renesansa tega ni naredila, daleč od tega. Renesansa je posvetila luč, pozornost, antropološko v bistvu, na to bitje, o katerem se 1000 let je govorilo najslabše možno, ki se ga je 1000 let ustrahovalo, pritiskalo z grehom, s krivdo, s tesnobo bivanjsko, z obupom. In v bistvu pokažemo, da če smo bili ustvarjeni, imamo eno odgovornost do sebe in sveta, v katerem bivamo, in nosimo nekaj s sabo. Nekaj, kar nam nihče ne more vzeti, dostojanstva namreč, in dejstvo, da ne glede na to, če imamo dolge, rdeče, črne lase, če smo tako ali drugače oblečeni, če smo ne glede na to, kam smo padli na ta svet. Kakšno srečo smo imeli, da smo padli sem v Špeter in nekam drugam morda, recimo v tem času. Ne glede na vse, nekje nam nihče ne more vzeti tiste notranje vrednosti, ki nam je bila pač dana in ki morda lahko ustvarja čudesa. Tisti čas je bil po svojem zelo podoben našemu, v tem, da je bil strašansko krizen. Mi gledamo na renesanso preko romantičnih oči, neke svetlobe in tako dalje. To je konstrukt 19. stoletja. 15. stoletje je bilo za zahodnega človeka obdobje takega preloma, da si težko mislimo.
osmanski Turki se dvigajo po Balkanih navzgor, papež in proti papeži, Avignon, zahodni razkol, to. Se odkriva vzhod tako, da se gre na zahod, ne? Torej, iščemo pot do vzhoda tako, da v bistvu odkrivamo novi svet čez lužo. In torej to je en svet, to se ruši, ne? Papež se boji in z njim, torej to je svet strašanskih, tudi duhovnih, intelektualnih, kulturnih, gospodarskih, političnih kriz, na katerega je tisti človek odgovoril s čudesi, če me vprašate, recimo, ne? In je utemeljil cel kup konceptov, ki gradijo v bistvu novoveškega človeka, ki gradijo novoveško politično filozofijo, antropologijo, recimo, in ki se jim ne gre kar tako zlahka odreči, recimo, tako. Zdaj ne vem, kako smo prišli v to smer in tako daleč, v bistvu, ampak dobro. Bova šla zdaj malo knjigi še. Zdaj začnemo s preprostejšimi vprašanji, no, recimo. Ampak v bistvu me zanima prav tehnično tudi, odkje je pobuda za to delo, za v bistvu ne za knjižno delo, ampak sploh za tisto začetno delo pogovorov z vsemi temi italijanskimi intelektualci in njihovi objavi v sobotni prilogi dela, odkje je prišla ta ideja in katero je bilo tisto glavno vprašanje, s katerim si se ti podal v ves ta projekt, v vse te intervjuje. Je bilo eno vprašanje, ki je povezovalo vse pogovore? Tako, jaz sem to knjigo nekje si umislil nekje na tretjini ali polovički njenega kazala. Nisem imel nobenega namena ne pisati knjige, ne iz tega narediti v bistvu svojo večletno obsesijo do neke mere, sploh ne. Kot se to večkrat zgodi, pač jaz sem takrat prevajal v bistvu gorniško literaturo in sem si rekel, gremo obiskat in zakaj pa ne nekaj posnamimo. In potem sem šel do enega, potem sem šel do drugega, sem šel do Korone, do Konjetja in potem sem rekel, gremo do Rumice, ki imam pod hišo, sva prijatelja, deva to prelit na papir in tako dalje. In potem sem se sam zvlekel en vrtinec, v bistvu, v katerem se jaz, malo po Petrarki, če hočete, on se je pogovarjal z že zdavnaj pokojnimi antičniki, ne? Je pisal pisma v čas ljudem, ki jih že 1000 in več let ni bilo. Jaz imam srečo, da lahko še marsikoga podsukam za rokav in sem v bistvu začel in precej intenzivno tudi srečevati ljudi, s katerimi se sam pač intelektualno srečujem vsak dan, poklicno, bravsko, tako ali drugače. To so ljudje, ki jih pač jaz ponujem svoji mulariji na liceju, na univerzi in druge. Ljudje, ki sestavljajo nekako moje notranje intelektualno kazalo te knjige in nadaljevanj, zato ker to je pač, to ni knjiga, je en kulturni projekt, ki se nadaljuje in prihodnje leto bo še več v bistvu tega in pišemo zdaj. Jaz izhaja drugi del, pišem pa tretjega, torej se kopiči, se dela, ampak v bistvu so to, jaz zdaj samo nekako urejujem svoje notranje, idealne sogovornike, neke sanske ekipo v bistvu ugotavljam. In kot rečeno, na en dan, to se vas ženo potem tudi ugotavljajo, kdaj, na eni od tolikih poti v Mantovo in v Trento, kjer ona pač poučuje na konservatoriju, na nekem avtogrilu ugotoviva, da bi se dalo to nekje tudi odplatničiti do neke mere, ne? Da je pogovorna lopata zarila na nekaj trdnega. Kopljete in potem je nekaj, ni nujno, da je to zaklata, morda je slepa stvar, ni nujno, da je zlata žila, lahko bakrena ali kakšna druga, ni to problem. Ampak nekam smo zarili. In sem potem nekje trkal malo na vrata, razmišljal, če bi to v Ljubljani prek dela naredil, glede na to, da so pač oni mi dali zeleno luč. Jaz te tekste pišem na zalogo. Nihče me ne preganja in nasprotno, jaz to pošiljam, ko čutim, ko hočem, ko morem in imam srečo pač Žerdina, ki je razumel, da nekaj je očitno tu zadaj, mi pusti pač čisto proste roke, razen potem na tehnicizmih in je prav, sem mu hvaležen za to. Tako da sem potem nekje na tretjini ali pa na polovički tega kazala se odločil za en knjižni projekt
in potem za nazaj malo uredil metodo in koncepte in za naprej resno začel delati. Zato, da v relativno kratkem času zbašeš ven vse te ljudi. To bomo potem magari je zanimivo, ker je logističen podvig bolj kot ne to. To ni tak izum, ni nič posebnega v bistvu. Bolj kot ne je čudež organizacije po svoje, ampak potem sem pa zares nameril delo tako, da ima eno glavo in en rep in da zmoreš tako količino, recimo, ne, pogovorov, besedil, potem v relativno kratkem času pač sestaviti v eno izdelano celoto nekje. Ta seznam se je začel na enem papirčku, ta papirček je imel 10 imen, potem ta papirček je šel v smetnjak, ki je prišel en listek A4, potem ta seznamčič se je pač popravljal, obnavljal. Seznam neizvedenih je daljši od izvedenih pogovorov. Zdaj recimo drugi del jih bo imel več kot 30 in torej smo že na 60 nekje in jih vsaj še en tretji prav tak del, recimo, jaz si to znam do te točke obzorje pristan na dnu, recimo, predstavljati v 3 delih, ampak recimo seznam neizvedenih je dolg, ker je življenje, ne, vmes, ker je starost, ker so bolezni, ker so rakava obolenja vmes, Murđe ni več, ker se Lili Gruber bori s tistimi njenimi uhani in ogrlicami, ne vem, če ste brali strišele noticije, jo preganja, zato ker izvaja v bistvu nekorektno oglaševanje, ne, in tako dalje. Jaz bi rad nekaj vprašal na relaciji manjšinskih kultur in Evrope, recimo, ne, mi da bo uspelo, ker se bori z odvetniki in tega nema in tako dalje, no. Ordineja ni več, recimo. Je pa tudi celoten, si predstavljam, da ta logistični projekt, ki si rekel, da je bil ogromen, je verjetno bil še nekoliko otežkočen, ker si le začel to delati leta 2020, ko je bil tudi korona čas in govoriš tudi z ogromno starejšimi ljudmi, recimo, tako da kako, mogoče lahko spregovoriš dejansko o tem logističnem delu, ker me zelo zanima. Z veseljem, ja. To je knjiga v knjigi v bistvu, jaz bom na stara leta napisal eno knjigo o tem, kaj se je vse od zadaj dogajalo, zato ker res to ni tako, kot se v Sloveniji dogaja, da se usedeš pod Prešernov kip na Prešercu in v 2 počakaš, gledaš naokrog in v 2 urah ti priletijo mimo vsi, ne? Direktori, poddirektori, predsedniki predsedstva in vse, kar se zmisliš. To ni tako. Ti ljudje te ne rabijo. Te ne potrebujejo, so vsi prezasedeni in je torej si treba dobrega sogovornika res zaslužiti. Kako? Na najrazličnejše načine. Od literarnih agentov do PR-ovcev, do diplomacije, do politike, do senatorjev in do spletk tudi, do interesov in protiinteresov. No, recimo, kakega od njih zanima kakšen nov prevod, kakega od njih zanima se odpreti na, recimo, v njihovi glavčki na Daljni vzhod, recimo, ne, zato ker to je, ne, male Moskva, Trst. In torej je več, moraš znati zavohati, katero je vaba v bistvu, zato da jih prepričaš. In to lahko traja mesece, tudi leta, tudi več let. Jaz bom verjetno, upam, v 3. delu izvedel vsaj nekaj tistih, katerimi sem začel. In mnoge pa mi ne bo niti uspelo, recimo, ne? To traja. Dogovarjanja, dogovori, pogovori, se greva že 100-krat zbolela vmes, zdaj je kriza in da ne omenjam pač primerov. In to traja, potem pa, ko se, povem malo svetniško, jaz sem tako to doživljal, ko se ti odprejo rajska vrata, potem si enak med enakimi. To je posebnost velikih ljudi. Da ko začutijo, vidijo v tebi en intelektualni izziv, zato ker samo za to gre, da jim daš en smisel, da se s tabo ukvarjajo, potem se usedeš na istem nadstropju in govoriš na 4 oči. In to je bilo eno lepo odkritje, ki se ga nisem sprva pričakoval, da je v bistvu s temi ljudmi potem moč vzdrževati na korespondenco, ker
jih zanima, ker so tudi oni odkrili nekaj novega in si jih tudi nekaj naučil po svojem. In tudi v knjigi, v predgovoru, pišeš o nečem, kar si poimenoval integralni intervju. Zanima, če bi lahko o tem spregovoril, ker je po drugi strani res tudi vsak izmed teh ljudi, s katerimi so govoril, si predstavljam, zahteva določeno taktiko, recimo Kačari deluje nekoliko zadržan, redko beseden, ne? Tako da mogoče, če tudi o tem malo spregovoriš in tudi o tem integralnem intervjuju, recimo kot metodi. Z velikim veseljem. Se mi zdi konceptualno precej zanimivo. Lejte, intervjuje se na Slovenskem zelo dobro in množično bere. Intervju je danes razvita in razširjena oblika novinarskega dela. To ni novinarska knjiga, ker njen avtor ni novinar. Jaz pristopam drugače k stvari. Imam občutek, da se na Slovenskem, in to sem tudi med vrsticami malo, ampak vendar ostro izpostavil, da se na Slovenskem izvaja intervjuje po dveh strategijah. Eno je to, jaz pravim temu agonističen pristop, napadalen pristop in ima svoje predstavnike. Drugo je neke vrste pouličen pristop do tega teksta. Jaz sem pa prepričan, kot pač filozof, da lahko ta žanr zdrži tudi neko strokovno težo, recimo, ne? Da lahko prenaša ene vsebine, ki presežejo aktualnost, kroniko, tudi ki trajajo dlje od enega tedna, kolikor je sobotna pač na mizi mnogih slovenskih družin in uradov. In tako sem tudi zajel to delo. Torej, jaz sem želel, da bo to besedilo, v katerem se da vračati za nazaj, s pisalom, z označevalcem teksta, ker prenašajo neko tudi strokovno vsebino. Da je intervju lahko ena esejska oblika pisanja. Kaj pomeni ta integralen? Da jaz v bistvu skušam po eni strani neke vrste portret, intelektualni portret človeka, s katerim se ukvarjam. Torej ga najti v njegovi poklicni poti, v njegovi pač življenjski poti, delovni poti, najti tista prelomišča, tiste teme, ki štrlijo, ki vrejo na dan in ki se mi zdi, da odpirajo to, kar pač humanističnega slušatelja zanima, recimo, ne? Torej, najti v teh velikih zgodbah neke prelomnice, ki kot neka časovnica, recimo, ne, prikažejo, portretirajo človeka, recimo kot intelektualca, tako. In drugič, skušam nekje prinašati tudi nekaj svojega, to priznam, svojega v smislu nekaj slovenskega, predvsem tam, kjer se obregnemo ob to, čemu danes pravimo, recimo, vprašanje jadranske meje, recimo, ne? To, kar ni več na srečo confine orientale, ampak je jadransko vprašanje. Predvsem tam se dotikamo problemov, ki so nerešeni očitno, ne? Že samo poročilo mešane komisije je nerešeno in verjetno nerešljivo. Mička Naglavčka, ki je doživela takrat 20. obletnico, recimo, in pravi, da je to tisto najmanj, kar nas lahko veže, ne gre tako zlahka. Smo ga drugače dojemali, je res, da sta ga oba zunanja ministra podpisali in financirali, ampak ne gre tako zlahka. In to mi je recimo italijanski ambasador Campanile, ki me je poklical po zaslugi tudi te knjige k sebi, da se razgovoriva in tako dalje, ker knjiga pač živi, tudi je pozoril, ne? Ne gre tako zlahka, ne jemlje se samoumevno, da smo oboji to in vi ste objavili in ratificirali, mi pa smo ga od začetka drugače, torej cel kup takega, ne? Predvsem, ko se pač tiče teh odnosov med sosedskima narodoma, recimo. Tako da, evo, kar se tega integralnega intervjuja tiče, če povlečem črto, jaz skušam po eni strani pustiti, da se razgovorijo na posamično temo, ker vsako vprašanje je v bistvu ena tema. Jaz ne reagiram na nje, ampak z vprašanjem pa prinašam sebe. In to je recimo tudi formalno, v bistvu novinarsko nedopustno, ne? Zato ker so vprašanja dolga, zajetna, zahtevna, ker niso vprašanja. To niso vprašanja, to je en dialog, ne?
se to je zanimivo in tudi res, da mogoče take vrste intervju oziroma recimo raje pogovor je mogoče res ena izmed dialog je ena izmed teh, vsaj meni se zdi zelo za humanizem dobrih metod v bistvu skozi pogovor, da se lahko, ker se zdi danes, da intervjuji so, če so nas česa naučili, mogoče je kako se ne pogovarjati, ne, med sabo. Zdaj, ena stvar, ki me še zanima je, rekla sva že tudi prej, da je ta knjiga nekako kulturno dejanje, mogoče v tem smislu, da predstavlja neko intelektualno, kulturno življenje nekega naroda nekemu drugemu narodu, po drugi strani, tudi če bomo dali knjigo tudi okoli, če si jo pogledamo, je izredno lepo urejena, sistematično, vsi intervjuji so z določenimi znaki označeni, v katero izmed recimo skupin spadajo, naj si bo za podskupino filozofije, zgodovine, tako da lahko bralec izbere, katero pot bo ubral skozi knjigo. Je pa ena tudi zanimiva stvar, je tudi, ker smo že prej govorila, je ta, da je po vsakem Jernejevem sogovorniku biografija in pod to biografijo so napisane knjige tega človeka, s katerim se pogovarja, ki so bile prevedene v slovenski jezik. In za čuda pri veliko izmed teh avtorjih tam lepo, točno to, zeva praznina, torej teh knjig ni. Kakšno je po tvojem mnenju, tudi ko sigurno si bil v stiku z bralci knjige in tako intervjujev, kakšno je poznavanje italijanskega, intelektualnega, kulturnega, pustimo zdaj političnega, pustimo zdaj vse ostalo, Slovenci verjetno turistično poznamo Italijo, poznamo jo na te načine, kako pa Slovenci, koliko poznajo italijansko kulturno, intelektualno življenje in mogoče tudi, kaj se ti pa zdi obratno, koliko pa Italijani poznajo slovensko kulturno in intelektualno življenje? Sosedje smo v kulturnem smislu tujci. To je. Med nami je zarezalo 20. stoletje. Smo trpeli in ustvarjali trpljenje drug drugemu in to se pozna precej. Pozna se, da smo začetek 20. stoletja, tik po prvi vojni, v Gorici in v Ljubljani, bili zmožni izdati najboljši zbornik ob 600 obletnici dantizma tega tedanjega časa. Alojzij Res je takrat zbral, kar je bilo najboljšega na slovenskem in italijanskem intelektualnem polju ob 600. obletnici pesnika in izdal slovensko in italijansko različico Čudeža, recimo, stikanja med obema svetovoma. In priklical zraven Toneta Kralja, ki je grafično izdelal Čudež, takrat so bila še tista zgodnja leta, krščansko-socialna, recimo, leta Kralja, potem sodelovanje pri Domu in svetu in vse tista napredno katolištvo, recimo, tako. In torej to smo bili sposobni tik po prvi svetovni vojni. In potem se je pač zalomilo na celi črti. In danes se znajdemo v enem svetu, ki je, vsaj evropskem svetu, ki je formalno brez meja in v bistvu ne vemo zase. Nikogaršnja zemlja zija res na Fernetičih, na Rusi hiši. Je zelo hudo. Hudo je zato, ker in to čutimo Slovenci v Italiji, recimo, ki smo malo tukaj, malo tam, ki nismo za ene tam, za te tukaj in tako dalje, ki smo pač take dvoživke, ki poznamo, ki živimo v obeh svetovih hkrati in se moramo stalno zagovarjati, kako da tako dobro znamo slovensko, vse te stare, prastare, matuzalemsko stare zgodbe, predsodki in ignoranca. Zato, ker če recimo Ščeka povabijo kot ga večkrat na taka javno srečanje v tem prehajanju, pretakanju svetov in potem moramo začeti, da smo pač se Slovenci v 16. stoletju premikali za Karpatov in smo iskali kraj, kjer ajda raste in potem smo prišli na Strabonov Mons Okra in pogledali lužo pod sabo in smo se tam nekje naselili ob morju, smo tikali vodo, Boga živa, smo pokapali prstke v vodico in potem se dvigali na
kraški, tržaški rob, zato ker Slovani nismo Grki. Slovani nismo Grki. Grki je enako morje, odprto morje. Slovani, gost, recimo. Ne? To. Ampak, če moraš začeti v 16. stoletju, je potem po eni uri odzvoni ura in je konec. Nimaš kaj reševati. In to se danes dogaja. Da moramo razčiščevati tiste temeljne historične etape, ki nas privedejo do danes. In 1382 in Trst in smo trkali na vrata Leopoldu tam, da bi nas zaščitil pred Benetkom in tako dalje. To je dolgo, je dolgo, da priješ do nas. In 19. stoletje in vse, kar sledi, je dolgo, to je problem. Da zmanjka časa, da ni prostorov in da začenjamo predaleč to zgodbo. Vsakič znova. Ni hujšega za reveže, ne za bogataše, za reveže, kot večno vračanje enakega. To je hudo. Vsakič tam, 6. stoletje, ajdica, to je zelo hudo. In v tem smislu, pač ta knjiga, mislim, da pade v javnost o pravem trenutku, zato ker ugotavljam, da je ena potreba potem, da bi se turist nekako tudi kulturno premal. Zato ker Slovenci poznajo v Apuliji vse, znajo na pamet tisti rad. Samo od zadaj ni zavedanja, poznavanja recimo, ne? In je morda še cela vrsta, 1001 kompleksov in predsodkov in travm do tega velikega zahodnega soseda, ki nam je nas je tepel in ki smo ga tepli in ki bi ga lahko, kot so mojemu očetu pravili pri temeljih marksizma, recimo v jugoslovanskih časih. Če zdaj udarimo, pridemo do Miljana, take zgodbe, ne? Poznate to? Če zdaj udarimo, ne? Trda je bila, hudo. Kdo bolje od vas, beneških Slovencev, to ve? Kaj vse je bilo? In veste, kaj je bilo? Jaz sem vam prinesel, če smem, si smem dovoliti? Zato, ko prej sem tam videl kače orožo, Rebuljevo, jaz sem obseden, seveda, z njim, zato, ker je že vse razčistil. V neslutenih, v 70 letih, ali pa v esejih začetek 90-ih, je že cel kup receptov na tisto, kar mi še vedno nismo niti postavili. In naprimer, v Nokturno za Primorsko si predstavlja enega od tolikih čedarmacov, recimo, ne, Florena Burnika, takih kot so meni všeč, un prete ribelle, ne, napreden katolik, ki ga na neki točki pač milica zasači in ga pošle na konfin čim dlje v deželjo Moliza, recimo, in tam ga dva orožnika v bistvu, ne, fašista, pospremita na vlak in mu svetujeta ti bogi Vipavc, ker se Nokturno pač odvija v Vipavske doline, recimo, ne. Ma kaj ne bi, tri pičice. Postaneš Italijan, pa je. Konec vseh defeat. Dobiš potni list, pot ti odprta na vse strani. Če si duhovnik, ti jutri lahko pade na glavo kaj rdečega. In kaj bi pustil za sabo? Manj vredno civilizacijo za višjo. Obskurno govorico za slaven jezik. Kulturo Vipavske vasi za kulturo 20 italijanskih univerz. Poslušajte to zdaj. Tega ni moč, nima smisla, niti... To je samo za brat in ponavljati. To je prej opcija zdrave pameti kot inteligence prečastiti. To se pravi namiriti, naravnati uro po soncu zgodovine. Zakaj gre? Da ti nekdo, ki se ima za zavednega Slovenca, napiše svoj prvenec o Italijanih z Italijani, o italijanski kulturi. To bi bilo do včeraj veleizdaja, ne? Šček se je predal. Jaz nočem postati Italijan. Mene to ne zanima. Jaz sem, kot rečeno, od 6. stoletja, jaz to čutim zelo živo. V Trepčah ali pa v Slivnem pri Trstu, tam obdelujemo, sejemo, orjemo, delamo svoje na svoji zemljici, vse ostalo se je premikalo, diplomacija se je premikala, ne nujno ljudje. Mi smo ostali, jaz bom tam še naprej. Kdo ve,
Razumete, toliko o zamejčkih, obmejčkih. Kakšen zamejček? Včeraj ste jo postavili, kdo ve, kaj bo jutri. Jaz vem, da bom. Mene boste našli čez 300 let v Slivnem pri Trstu. Upam, da koga od mojih, ali pa vsaj duh tega. Mene ne zanima postati Italijan s to knjigo. Jaz skušam tudi javno, pri sebi najprej malo, se osvoboditi nekaterih strahov, recimo, tudi kompleksov, predsotkov, in da lahko pokončno, dostojanstveno živim kot Slovenec v Italiji, ki razmišlja morda romansko in čuti slovensko. In no, ob vsej tej prtljagi, ki si jo zdaj tudi o njej govoril, recimo, seveda neke vrste nezaupanja, ki je mogoče še vedno med Slovenci do Italije, je na nek način razumljivo, ampak zato je tukaj ta knjiga, da se s tem problemom, da se spopade. In rekel si ravnokar, da razmišljaš romansko in čutiš slovansko. Kaj misliš, da je glavna, recimo, ta logika nekega mišljenja romanskega, ki jo hočeš pa prinesti v slovanski prostor? Kaj bi mogel Slovan iz tega mogoče izvleči in reči na koncu, glej, mogoče je to še ena stran mene samega, ki me lahko nekako dopolni, ne? To je logika razmišljanja renesančnika. In sicer ena intelektualna sproščenost, da se ne obremenjuje z napakami, ampak da si v svojem izpovedovanju, razmišljanju, da pustiš tok razmišljanja, da teče. To je v slovenski z anglosaškim svetom obremenjeni znanosti, esejistiki, greh. To je za urednike, lektorje nedopustno. To vse klestijo, od spredaj in zadaj. Najprej drvo pade in potem ga oklestiš. To se klesti od spredaj in zadaj. Zato, ker se mi zdi slovenski duh obseden, to uvaža, ponavljam, iz severnega sveta, morda celo skandinavskega, jaz to čutim tudi v glasbi, v estetiki. Obseden z nekim umetnim minimalizmom, ki je večkrat umeten, ki je zategnjen, ki je zakompleksen. In jaz pa mislim, da je humanizem v bistvu, lahko rečemo, neke vrste obvladano razkošje. To ni barok, to ni rokoko. To je zavestno soočenje z nekim notranjim, naravnim tokom. Če hočete, pridevniškega jezika, je res. Ta slovenščina so pridevniki, niso samostalniki. Je res, jaz zavestno delam na tem. Rebuljo bi danes raztrgali na koščke, veste, ker je pridevniški človek. Ker je človek latinščine, grščine. Je jasno, da. In bi ga raztrgali na kostce. Medtem ko jaz mislim, da se da knjižno, to ni narečje. Se da knjižno, torej dobro, v slovenščini povedati še kako drugače. Gladko sprejemajo uvažanje angleščine, gladko sprejemajo udiranje uličnih izrazov, to ni problem. Romansko zveneča slovenščina pa je problem. Zakaj? Temu se odpovedati je greh za rebuljo, predvsem. Tako da jaz mislim, da tu ni samo jezik, ampak je res en način tudi prav razmišljanja, pristopanja do pisanja, do ustvarjanja besednega, literarnega in strokovnega vsaj, če ne pravim znanstvenega. In to ni malo. To ni malo, to se ti odprejo nove možnosti, novi svetovi, ki se mi ne zdijo tako zanemrljivi. In zato pač z čega gledajo s takimi očmi, bulijo vanj, odkot je padel tako met. Od nikoder ni padel, mi smo vedno tukaj, od 6. stoletja, nismo nikoder padli, od vedno smo bili, ste vi, ki ste padli. Očitno, niste še niti padli, ker odprite oči, prosim, da smo tukaj.
da imamo ugledne prednike, ponavljam, in da je mogoče še danes razvijati nekaj naprednega, če hočete, morda v svoji konservativnosti naprednega. Ma vendar, jaz mislim, da smo morda tako nazaj, da smo že naprej. To se nam dogaja. Mi smo tako nazaj, tudi jezikovno, tako šolski, učbeniški, da smo morda že naprej. Dam primer. Do pred 10 leti vi v Primorskem dnevniku niste prebrali enega stalnega rekla ali fraze. Frazemi so izginili iz naše publicistike. Danes polnijo članke. Frazem. Smrdi po hlevu. Vohate? Ne? Oklepati se kot pijanec plota. Vohate hlev, kmetijo. To je naprednost. In jaz mislim, da se da. Zdaj, seveda je to bil tudi za bralca Sobotne priloge precejšen šok sprva. To moram jaz, to ne pravim, da je sveta resnica. Je en poskus, je en eksperiment. Jaz moram to strašno paziti, ker so drseča tla. Da padeš v nekaj, kar slovenščina knjižna več ni. Se zavedam. In verjetno večkrat tudi prestopim ta prag. To dajem v zakup. Ampak hočem pokazati, da se da še kako drugače. Torej, da se tudi formalno da to logiko nekako prenašati, da se nekako proba za hrbtom tudi mogoče pripeljati noter v to, kar bi rekli lahko slovanska logika ali kakorkoli. No. Mogoče eno prav vprašanje, vsak izmed teh sogovornikov na nek način daje svojo kocko k prezentiranju recimo te logike v slovensko javnost. V tej knjigi beremo seveda tudi neko tvojo osebno rdečo nit, ki se plete med vsemi sogovorniki, nekako deluje, tako kot sva tudi že prej govorila, mogoče kot en dolg pogovor, kjer en drug sogovornik odgovori na neko vprašanje, na katerega mogoče prvi ni dovolj dobro odgovoril ali pa zastavil neke točke, o katerih je bilo treba spregovoriti. Me pa zanima mogoče, kateri izmed teh sogovornikov, si boste tudi prebrali v knjigi, kateri izmed teh sogovornikov te osebno najbolj nagovoril, recimo? Zame vsak človek, tudi najslabši na tem svetu, je najboljši človek na tem svetu. Jaz ne znam delati lestvic, hierarhije po človeških. Človek nima lestvic. In torej imam velike težave z izbiranjem, zato ker res vsak trenutek jaz doživljam, kot bi bil zadnji. Ne, tu sem radikalen. Jaz po človeških zadevah, zame, če pogledam vas v oči, zame to je lahko zadnji trenutek. Res. Jaz to vprašate mojo mulerijo. Jaz dam vse za človeka, ni to problem. Gotovo pa so zaradi različnih oblik, do katerih sem prišel do njih in tako, nekateri trenutki bili posebej, tako vsaj lahko rečem, morda intimni oziroma srčni, recimo celo. Jaz sem pri Tatjani Bucci, eni od sester pač naključno, nesrečno, naključno preživelih koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, v Bruslju pač preživel par sproščenih dni. Sva jedla, sva strigla, vrtnica, ni to. Čudovito. In potem sva se usedla po nekaj dneh za mizo, zato da bi nekaj od tega ostalo. In to je bilo lih po enem kosilu in sva pospravila tiste pač robo tam z mize in sem pustil, za sabo odprta vrata med dnevno sobo, ker sva to snemala, in kuhinjo. In tam sem videl v njenih očeh, da se je nekaj spremenilo in je zmrznila. In seveda se vrnila nazaj na tisti dan, ko so jo nacifašisti z 14-člansko družino na Reki ugrabili med večerjo in potem prek Prežarne na konvoj
za Auschwitz. Tista ne konzumirana večerja je ostala. V ženski, ki je posebnost za dobo prič, mi imamo srečo, da lahko poberemo še tistih nekaj preživelcev nekje, ne, in pričevalcev tistega časa. To je konec v bistvu dobe pričevalcev. Ne? Ampak Tatjana je ena redkih teh, ki je izstopila iz taborišča. Kar Pahor nikdar ni, kar Šlomo Venece nikdar ni, kar sami Modjano nikdar niso. Tam si izstopil ali skozi kamin, ali si tam ostal, kljub temu, da si morda preživel. Medtem ko ona ni tak človek. Ona je morda dovolj naivna in otročja, da se je in je živela lepo po svojem. Se je rešila taborišča. Ampak kljub vsemu pod vodno gladino, ne, ledene gora, ostaja, hočeš nočeš. In tisti prizorček odprtih vrat me je precej prizadel. Zato, ker sem videl, kako tudi, če imaš pred sabo človeka neznanske energije, notranje energije, življenjske energije, kljub vsemu zareza in brazda je ostane. Ne zaceljena in ne zaceljiva po svojem. Tako da, evo, to je vsaj meni pač znova dokazalo, da je s preteklostjo, da se preteklosti ne da rešiti. Ne? Da preteklost je, kakršno je, ostane, nepopravljiva. In da je edini način do ozdravitve v bistvu po Freudu res uvid oziroma ozavestitev. To ne pomeni, da si rešil, tisto ostane in te bo žgalo celo življenje. Ampak ti si se odločil pogledati temu v obraz in obrniti stran na nek način. To njej je uspelo. In za razliko od mnogih drugih, no jaz sem se s tem področjem tudi študijsko in raziskovalno ukvarjal, na Memorial de la Shoah v Berlinu in Parizu, sem prek Laure Fontana, ki bo sogovornica v drugem delu, tudi raziskoval in poglobil pač vprašanje, kako se to temo specifično da tudi didaktično potem prenašati, vprašanje kulture spomina in vse skupaj, ampak sem redko kdaj naletel na človeka, ki bi se izvlekel iz taborišča, recimo. In to mi je pokazala, da je pač mogoče. Jaz bi ponudil tudi komu iz publike, da če želi kaj vprašati, da to stori zdaj. Ja, kar. Ne, jaz imam samo neko majhno radovednost. Če v bistvu se ti zdi, da ta knjiga bi bila zanimiva tudi objavljena v italijanščini, ali če v bistvu, ko si delal te intervjuje, si že imel v glavi slovensko publiko, torej predstavljal tudi te ljudi, ki za nas so tako hiperznani. Zdaj, jaz knjige nisem prebrala, tako da ne vem, v kakšnih detajlih ti greš, ima so vsa nekako velika imena. Če si imel to v glavi, da je slovenska publika, ki ne ve nič, verjetno ni niti nikoli slišala ta velika imena, kot prej Aljaž je rekel, torej odsotnost bibliografije prevedene, ali se ti zdi, ker v bistvu intervjuje ti si delal v italijanščini, tako da v bistvu bi bilo, recimo, enostavno jo objaviti v italijanščini, tako da, ja, to. Hvala lepa. Dnevi so prekratki. Jaz imam vse audio posneto na najrazličnejše nosilce, nekaj je tudi pisnih, zato ker so na tekste nastavili na najrazličnejše načine. Nekaj je tudi korespondenčnih, recimo intervjujev, nekaj je bilo za nazaj popravljeno, predelano in sem torej že transkribiral. Ampak v splošnem večina je ostala v bistvu samo na zvočnem nosilcu in sem jaz prevajal v slovenščino. In ne prevajal. V bistvu poslovenjal ali celo prepesnil, zato ker priznam, da je pač ta prevod precej avtorski. No. Zdaj, kateri je v nekaj mesecih, kar knjiga živi, je marsikdo me potrkal na vrata in pokazal zanimanje za italijansko različico, kar me veseli. V bistvu že delam na tem, smo se precej že tudi domenili, kako bi lahko to izgledalo. Meni je bilo važno, da se ohrani ta dolgo obzorje, recimo, tega projekta. To pomeni, da s komer se zmenim zato, da gremo do konca skupaj.
Kako je vprašanje? Zato, ker ohraniti tak format, recimo, ne, na italijanskem tržišču ni nujno najbolj modra izbira. Prav zato, ker kot pravilno praviš, so to ugledni neznanci za Slovence, ampak za Italijane so unidinoji, ne? Bi se dalo to malo precej predrugačiti, morda tematsko, morda po takih drugačnih sklopih. Na to je še odprto. Seveda pa je žal treba vse transkribirati šele in predelati in popraviti. To je bilo ogromno tega post-snemalnega dela, ko se reče v studijih glasbenih, ne vem, te postprodukcije je bilo ogromno. Tudi v soavtorstvu je bilo ogromno postprodukcije. Jaz sem recimo potem za nazaj skušal prav v luči te strokovnosti, tega, da bi pač teksti imeli neko težo, recimo, tudi miselno, idejno, recimo, ne. Precej delov na besedilih, slogovno, da ne govorimo in vse ostalo, tako da tu so dnevi prekratki. Mene to zelo skrbi. Kupi dobrih idej že nastavljenih na pisalne mize. To se samo kopiči. Preveč jaz, humanisti požiramo, vse nas zanima. Vse, kar je človeškega. To ni specialistična stroka. Je v bistvu mati vseh znanosti z tega vidika. Je tisto, kar veže posamezne stroke. In zato je tega malo more. Tako da, evo, kdaj bo to, če je to vprašanje, ne vem še. Ker bi rad, moja prioriteta je slovenska različica trenutno, drugi del recimo pred knjižnim sejmom prihodnje leto, če bo šlo. Samo to pomeni, da morajo teksti redno izhajati v sobotni. Prebiti take mirovniške tekste skozi šivanke na uho vojne aktualnosti ni najlažje, recimo, ne? Tako da jaz imam srečo pač Žerdina, ki je dobra duša in razume, ko je nekaj od zadaj, da ve to, da ima to v mislih in mi pomaga pač prebijati, ne, te univerzalne besedila, ne, skozi to, kar pada z neba vsak teden. Ne. Talci, pogajanja, mirovne in tako dalje. Ne. Torej vojna aktualnost. To je edina skrb, to se edino zna zalomiti, ker je druga knjiga že napisana in tretja se pač zdaj piše. Lahko ne manjka. Včeraj zjutraj sem bil, zdaj bom obiskal zanimivo, Nurio Schönberg Nono, to je hči Artura Schönberga in žena Luigija Nona, velika ženska, med Benetkami in New Yorkom živi, recimo, pričevalka zgodovinskih avantgard. Jih ni več takih. In cel kup drugih, no. Tako da delamo na tem. A mene zanima tudi, če ti trkajo na vrata tudi slovenski založniki, da se zapolni te prazne strani neprevedenih del, ne? Ker je res, ne, da romane Wu-Ming, da ne to obstaja v slovenščini, to je točno to, ne? Trkajo? Migajo, ja? Trkajo, ampak seveda moja vloga je bila, jaz sem svoje naredil. Jaz sem svoje napisal oziroma pustil praznino. Tisto je precej zgovorna stvar. Naj se zbudijo. Naj se zbudijo, kdor je poklicno plačan in kompetenten, da ene Wu-Minge, da se loti tako zajetnih projektov. To so seveda večletni, to so resne stvari, to ni hec. Ampak, da imamo Tamaro, da imamo Galimbertija, ja, je tisoče Galimbertijev tle čez. Je stotine Galimbertijev, ki čaka, da jih kdo posluša. V nedeljo zjutraj, jaz sem v soboto bil na knjižnem sejmu, v nedeljo zjutraj sem se srečal z Markom Paulinijem, tem od Vajonta, v kavarni sem Marko v Trstu. Po letih se meniva, nam je končno uspelo. Ma on ravno to pravi. Teatro di generazione italijanski je res, da je vezan na besedo. Tam je beseda, oder, scenografija, protagonist. Beseda, moč besede. Italijanska beseda v tem primeru. Ampak, da ne vohajo. Ne vohajo. Ma je en svet tu čez. Imaš kdo kakšno vprašanje? Ja, praktično vprašanje. Prvo, s tem osebam sem vedno bil na štiri oči, ali sta se tudi skozi vse osebe si bil pri njih?
Drugo, vprašanje različnih oseb, ki se postavil, ali si imel že prej vse točke, ali so se potem spremenile v govor. Hvala lepa za tole. Korona čas je čas nestičnosti. Ne? In takrat ni bilo mogoče drugače kot na daljavo. Ni bilo mogoče zaradi pač razmer, v katerih smo se znašli. Ne? Boninovo sem intervjuval eno ledeno zimsko jutro tam v Škofji Loki, sem iskal omrežje, ker tam so debeli zidovi srednjeveški, ni lovilo, sva se iskala in tako dalje, ne manjka takega. Drugo se mi je zdelo še bolj zanimivo. Če je bilo to vnaprej pripravljeno, moji dijaki dobro vejo, recimo včeraj, kako smo izvedli Videnška, ne? Za sproščeno improvizacijo je potrebna velikanska priprava. Ti si lahko dober improvizator, takrat ko obvladaš stvar. Jaz napišem recimo za en tak intervju 15 strani svojih tekstov, besedil, 15 strani. Od tega potem pridem na 4 strani vprašanj, po temah in potem, kar zmoreš v uri in pol, v 2 urah, kar zmoreš, kamo te pač pot zapelje. Zato, da lahko Sokrat je bil mojster tega. Sokrat, zato da pride da rojeva nove misli, je bil furbast. Je bil ironičen, ironeja pomeni pretvarjanje, pomeni igra. Ti se delaš, da nič ne veš o pravičnosti. No, v bistvu tako dobro veš, da usmerjaš sogovornika do zmote. Da ga usmeriš do zavedanja lastne nevednosti. To je Sokrat obvladoval, zato da to počneš, moraš biti suveren v tisti temi. Dober intervju ni predstavite se v 4 besedah, kdaj ste začutili potrebo po pisanju. To ni nič, to je osnovna šola. In na to bi se marsikateri od tudi naših medijev lahko malo vprašal. To so hitri, instantni in iz tega malo povlečeš. Ti dosti povlečeš, ko že vse znaš. Ko ga poznaš od spredaj in zadaj, poznaš njegove sence tudi, njegove in takrat začnejo verjetno dan zanimive stvari, recimo. Ne? Tako da metoda moja je ta. Jaz se za pripravo načitam, preberem in podobno, oziroma zberem misli, ker kot sem prej povedal, te ljudje sem že bral in to, napišem neko svojo pripoved, 15-stransko ponavadi, tam se ustavim, iz tega povlečem ven teme na 4 strani, ponavadi, 2 obojestranski, 2x2 je 4, in potem pustim, da teče. Pustim, da se zgodi dialog, pogovor. Ne? To je tista priprava, tista lestev, po kateri moraš iti, da jo na koncu odvržeš dol, ne? Da si tam, ne? Ampak je na koncu dejansko ne potrebuješ, ker je že v tebi nekako. Ne? Če imaš kdo kakšno vprašanje? Evo. Dober večer, sem malo kasneje prišla, vendar vseeno. Vprašanje enostavno, od kdaj, zakaj, kako da ste postal humanist? To je vrsta v izumrtju, veste, gospa. To je vrsta v izumrtju. Vam povem, edini levičar na tem svetu je humanist. Papež Frančišek. Zdaj, kako sem postal humanist? Po zaslugi dobrih učiteljev. Po zaslugi stebrov v tistih letih formacije, osebnostne rasti. Ker zame šole je to. Je priprava na odraslost, recimo. In sem imel srečo naleteti na učitelja z veliko začetnico. Vedno rad ponovim, profesorico Alenko Rebula, ki je velika humanistkinja in nas je prepričala, da je koristno tudi tisto, kar drugi pravijo, da je nekoristno, da je koristno tisto, kar človeka dela boljšega, to je koristno. Edina koristnost nas humanistov.
Alenka Rebula. Drugič priznam Mariza Škrk, ki, če nam je Rebula dala svet, tam je dala dom. Pouk mi o francoski revoluciji nismo znali praktično nič. Ampak jaz sem imel razčiščen miselni zemljevid tega našega prostora. Kaj se Slovenci dogaja od debelega rtiča, peska do Višari. Vprašanje v testu je bilo, komu je posvečen spomenik na Devinskem trgu, taka reči, ABC. Ma to je bilo razčiščeno. To je bilo razčiščeno. En miselni zemljevid imen dogodkov, ki nas določajo, recimo. In to sem strašno hvaležen. In potem mi je potrdila, da je ta poklic nemogoč, vnaprej izgubljen in prav zato čudovit, kolegica v bistvu Veronika Brecelj. Jaz sem imel srečo past na licej Prešeren, na klasični takrat, danes na znanstveni. Zgodaj, relativno, morda prezgodaj, ampak ona mi je pokazala, da se tam odvija nekaj pomembnega. Da je tisto, kar se tam dogaja, nekaj strašno pomembnega. In tako skušam v svojem majhnem, seveda vsak dan, vstopiti v en prostor, ki ima odprta vrata. Moje predavalnice imajo vedno odprta vrata, simbolno, fizično tudi. To so prvi koraki v družbo. In na univerzi isto in druge tudi. Nimamo kaj skrivati. Če smo suvereni v tem, kar počnemo in če ne mislimo slabo, recimo. Ne? Bi še kdo kaj vprašal? Če ne, lahko tudi seveda na 4 oči se še pogovorimo. Ernest, bi se ti zahvalil za tvoj čas, za vse lepe besede. No? A se boš odločil? Jaz imam eno vprašanje, tako mi je glih prišla. Kaj bereš zdaj? Tako, tudi če ni povezano s tem, mislim, kaj bereš, kaj raziskuješ? Kaj berem, ja. Zdaj, danes zjutraj sem bral prvo knjigo v Augustínovih Confesiones, zato ker mi pišejo recimo domače delo in sem mohel malo obnoviti. Jutri beremo drugo meditacijo od našega Kartezija. To berem službeno in tako dalje. Ne? Potem Sojči, ki jih berem raziskovalno, recimo. Imam odprtih precej, bi rad izvedel precej, bi rad zakrpal, manjkajo temeljni teksti z področja renesančnega humanizma. Letos avgusta je šel Leon Battista Alberti, recimo, sem prevedel Dialog Teogeni in izdal izbrane humanistične spise njegove pri Studii Humanitatis in takega ne manjka. Imam cel kup, že dogovarjan. Zdaj naslednji naj bi bil pri celjski Mohorjevi, recimo Giannozzo Manetti, tista njegova temeljna razprava o človekovem dostojanstvu. To pomeni ne nujno prevajanje, recimo, to se bo iz latinščine, sodelujem s klasično filologinjo Anjo Božič in jaz potem skrbim za aparat, za spremne študije, to je drugi del. In to bo trajalo, upam, do konca življenja, recimo, ne? Ker tam je vse za narediti, še ogromno. In ni nekaj gneče, moram reči. Ni niti hudega potrebe, žal, čutim. Ni več Primožev Simonitijev, ni več tega. Ni več Gantarjev, Kajetanov. Ne. Potem, za sprostitev je Zero Calcare. Zero Calcare, spredaj in zadaj, odkar sem ga spoznal in tako dalje. To je najbolj l'uomo più ricercato in Italia. To je noro. Kako je težko priti do teh ljudi, kako da ni po penu. On mi je tam, ne vem, če ste brali pred kakšnim mesecem, da je vedno slabše. Ko že misliš, da boš počel, drug mesec moraš biti popavljen še več. To je javnost, je pralni stroj, smo prej rekli, ne? Pralni stroj. To te obrača in to je hudo. In potem berem
ena od avtoric, ki bi jih rad priklical k pogovoru, mi ni še uspelo, ker zelo zanimiva zadeva. Ker se varuje pred javnostjo. Se zagradila pred javnostjo in to je Ilarija Tuti, recimo. Ne vem, če ste brali tisti njen roman o furlanskih, okarnijskih v bistvu ženskah, ki so držale po konci kmetije med Prvo svetovno vojno, med veliko vojno. Takrat so moški šli na fronto in so karnike ostale na domu in ona je opisala, si seveda literarno, si predstavljala, kaj se je z njimi dogajalo takrat v tistih nekaj letih, recimo, ne? Sredi Kavnijskih hribov. Ona je z Gemonde del Friuli, torej lahko grem jutri do nje, ni to problem, ampak se zavedam pravice, ki jo ima, da se zaščiti pred nami, pred očmi javnosti, recimo. In jaz sem, recimo, v tem prvem delu sem žal uspel zbrati samo 4 ženska imena. Ponavljam, ker nisem od začetka sistematično delal na tem, ker so moje ženske sanjske tega obdobja odpovedale, mi ni uspelo jih priklicati, to bomo na srečo v drugem delu poravnali. Ampak sem se potem na neki točki spraševal, če je to samo naključje, sklep nesrečnih dogodkov, ali je nekaj na tem. In morda ugotavljam, da sem morda, jaz zdaj bom zvenel zelo staromodno, vse kar časte, morda je nekaj, res nekaj narcističnega v moških, ki se radi pokažejo z eno profilno sliko, z enim intervjujem. Jaz nisem, so lahko ne vem kako zasedeni, nimajo težav s tem. Ženska modro ščiti svojo zasebnost. Ima, če malo stoično ali pa epikurejsko, helenistično, ima razčiščene prioritete, morda. In to je kapo dol, recimo, zato seveda bom ustrajal, ampak ne direktno z njo. To ne pomeni, da ti zdaj polnim e-mail naslov. Niti enega maila nisem poslal, ker so mi rekli naj ne. Ampak se z longanesijem trudim, da bi me dala vsaj v neko agendo 2, 24, 25, kakorkoli. Ilarija Tuti, recimo. To se mi je zdelo, in to bom moral še malo, recimo za drugi del, še malo reflektirati. Kaj, če je to kakšna je tudi moja vloga, kot nekega parasita, morda, oziroma ene bolhe, ki se prisesa in ti sesa kri, te posrka, zato da bom potem jaz si izdajal knjiga, ali kaj. Jaz se zavedam tega. In nočem, da bi tako izvenelo. Bi rad, da v bistvu jaz tu samo skušam, da dam možnost v bistvu človeku, da pove, kar hoče, ne manj, ne več. Knjigo seveda lahko tudi kupite, jih je Jernej nekaj izvodov, tako da če bi koga zanimalo, točno to. Okay. Super, najlepša hvala še enkrat. In to je to.